To je Radio 1 podcast. Zdaj, mogoče bova kaj povedala narobe, ampak nocoj v Ekstra torku odpirava vrata osebi, ki zna nežno in iskreno pokazati, kako se lahko življenje obrne v pravo smer. Z nami je influencerka, podjetnica, ustvarjalka znamke Ensi, ženska, ki svoj dan začne s turško kavo in riževim mlekom, ker ji ta doda okus in mir, vse skupaj pa poskrbi za to, da najde pravi ton dneva. No, njena zgodba ni glasna, ampak lepa. Kot punčka je sanjala mehiške telenovele in si želela postati del telenovel. Končala je medijsko šolo, skoraj diplomirala je s predšolske vzgoje, nekaj časa pa je živela tudi svoje majhne kanarske sanje. In potem se je zgodilo nekaj zelo preprostega, vmes še televizija in potem en izdelek, Lip Oil, majhna kraljica lepote, ki je odprla pot v podjetniški svet. Najprej povej, kdo si in kaj počneš. Dober večer. Najprej moram povedati, da sta že toliko lepo zajela tole mojo predstavitev, Ja? da sta na veliko stvari me spomnila, ko sem jih jaz v bistvu že pozabila, tako da lepo sta tole Zapakirala. zapakirala. Ja. Ja, jaz sem Anja Širovnik in ja, mislim, da sta vse druga povedala, no? Glavne stvari. Dobro, k sanjskemu moškemu že prideva. Aha, o tem se bomo tudi pogovarjali. Mislim, Janka. to je Vsega pomalo. veliko poglavje tvojega življenja, po mojem. Ja, no, tam se je v bistvu vse začelo, ampak je že toliko časa nazaj, da se mi zdi, da se je vmes zgodilo toliko drugih stvari, da na začetku ne po oddaji se mi zdi, da so me res vsi poznali potem, ja, Anja iz sanjskega moškega. Zdaj se je pa to že obrnalo. Zdaj pa ali sem Anja Ensi, ali sem pa Anja iz Tenerifa. Dobro. Najprej 5 mojih hitrih. Maskara ali šminka? Kaj izbereš? Maskara. Brunch s prijateljicami ali večer na kavču z dobro serijo? Brunch s prijateljicami. Sladoled iz lončka ali sladoled iz korneta? Sladoled iz korneta. Prvi korak narediš ti ali ga naredi moški? Moški. Iskrica na prvi pogled ali kemija, ki se zgradi skozi čas? Kemija, ki se zgodi skozi čas. Še mojih 5. Jutranji mir ali nočna ustvarjalnost? Jutranji mir. Iskrena resnica takoj ali počasi, ko si pripravljena? Iskrena resnica takoj. Adrenalin ali popolna sprostitev? Adrenalin. Knjiga ali koncert? Koncert. Veliko potovanj ali eno mesto, v katerega se rada vračaš nazaj? Bi sem pa veliko potovanj zbrala. Ja. Okay. Ja. Poleti hodiš vedno na en in isti plac dopustovati? Načeloma ne. Zdaj, za familijo smo vedno hodili na Hrvaško. Ja. Da smo se vedno vračali na isto mesto. Potem sem pa jaz v bistvu začela potovati, sem bila na veliko različnih lokacijah. Zdaj se mi pa zdi, da je tisti moj, kako bi temu rekli, plac, kamor se vračam, Tenerifi. Ampak vseeno pa rada hodim tudi. Drugam. Okay. Kako pomembne so želje v življenju? Želje? Ja. Ja, ful, da lahko pa tudi sledimo tem željam. Ti si jih imela dosti? Ja, pa še vedno jih imam. Torej, še ostaja veliko. Želj? Ja? Ja. Ampak se počasi uresničujejo? Ja, veliko se jih je že uresničilo, neki pa upamo, da se jih bo še čim prej. Gremo na kratko samo malo na začetek. Kaj je Anja hotela postati, ko je bila mičkena? Jaz sem hotela biti ali igralka v mehiških telenovelah, Ja? ali voditeljica, ali pa... Kaj sem še hotela biti? Nekaj, da sem nastopala v glavu. Dobro. Ja. In potem se je zgodil sanjski moški Tako? in si zmagala. Ja. A je bila takrat kakšna denarna nagrada še zraven? Ne, ni bila. Samo ljubezen, čista ljubezen. Tako. Si zmagala, izbrana je bila, ne? Ja, tako izbrana. Ja. Lahko več želiš, ne? Ja. Pa In ljubezen. kaj takrat, kaj ni šlo skozi? Ja, to je pol, mislim, sej tam hodiš na zmenke, pa se spoznavaš, ampak vsem ti se spoznavaš pred kamermani, producenti Okej. in enostavno pač ne moreš spoznati človeka. Tako da tudi jaz, ko sem zmagala, jaz nisem pa rekla, zdaj smo pa mi dva par, ampak sem rekla, ok, zdaj se pa mi dva začnemo spoznavati. In? Ja, pol je par dni trajalo to spoznavanje, pol pa pač vidiš, da ni to in je vsak šel v svojo pot. In ti si se ostala potem na Tenerifih? Čakaj malo, samo še to. Kaj? Kdo je šel prvi svojo pot?
Sva šla vzporedno. Ja, si prepričana? Ja. Če bi klicali Gregorja v Ameriko, bi enako rekel? Isto bi rekel. Dobro, okay. Kanarske Pač otoke, izvoli. kaj si tam počela? Na Kanarskih otokih? Ja. Takrat, ko sem jaz šla na Kanarske otoke, sem v bistvu že vse delala online, vse sem v bistvu delala že na Instagramu, sodelovala sem s podjetji. Aha. Tako da v bistvu nisem bila vezana na... Kot influencer, ki si delala pač reklame za druge. Ja. Tako da v bistvu nisem bila vezana na Slovenijo in sem rekla, grem v tujino, kdaj, če ne zdaj. Kupila enosmerno karto. Wow. Nisem vedela, koliko časa bom ostala, čeprav sem si mislila, ajde, maksimalno 5-6 mesecev. Potem sem pa tam spoznala bivšega fanta in pol se je teh 5-6 mesecev raztegnalo skoraj 3 leta. No. Ja. In tam se je tudi zgodil ta lip oil, tisti trenutek, ki je potem v bistvu naredil NC. Ja, tako je. Kaj s tem lip oilom, kakšna zgodbica za tem? Ja, to je bil naš prvi produkt in se mi zdi, da še zdaj večina ljudi NC pozna po lip oilih. Veliko ljudi misli, da imamo v ponudbi sam še lip oile. Najprej, kaj je to lip oil? Razloži dvema tipoma. Lip oil je v bistvu hibrid med lepotnim izdelkom pa negovalnim izdelkom. Aha. Se pravi, ne vem, mi imamo lip oil v zdaj že 8-9 različnih odtenkih. Se pravi, da neko barvo usnicam, ampak je tudi izjemno negovalen. Ima hialuronsko kislino, vitamine, razna olja. Tako da res naredi lepe, sijoče, zdrave, globinsko nahranjene usnice. Ti to uporabljaš, ne? Seveda. Ga imaš zdaj gor? Zdaj imam gor lip balm, to je pa naš nov produkt. Aha. Da bi ga zdaj mešala, ne? Se lahko pogledate na radio.si, smo v živo, čeprav nimamo tako bližnjih kadrov, ne? Ampak se da videti, kako se Anja sveti. Kaj je lip balm? Lip balm, ja. To sta dva izdelka, lip oil pa lip balm. Ja, kaj je lip balm? Lip balm je v bistvu balzam, Okay. balzam za usnice. Ampak tudi hrani usnice. Tako je. Lip balzam je še bolj negovalen kot pa lip oil, pa to je zdaj tudi zelo trendi izdelek. No. Okay. Mislim, v čem je finta, da mi dva Lare Tošič nismo povabila danes zvečer zraven? Da nam pomaga. Ja, mislim, teh par minut bi minilo v par sekundah, ker bi rekla ona, sej to pa vsi vemo. Dobro, v glavnem, zakaj si sploh štartala to iz Tenerifov? Ja, Z Tenerifa. iz Tenerifa, ja. Jaz sem si od vedno želela imeti neko svoje podjetje in pa sem že v bistvu toliko časa sodelovala z drugimi podjetji, da sem rekla, če lahko pač prodajam izdelke drugih podjetij, zakaj ne bi tudi svoje izdelke lahko prodala. In že pač od začetka sem vedela, da če bom imela kaj svojega, bo nekako vezano z make-upom, ker sem vedno se rada ličila, rada imela make-up, rada imam estetiko. Torej, imaš rada naju dva. Zelo. Cool. Zelo. Ker ima rada lepoto in estetiko. Ja. Videla ste definicija tega. Tako, ja, temelj vsega, ja, krasno. Tako da ja, no, takrat je ta lip oil v bistvu bil v tujini že full hit, v Sloveniji pa še marsikdo ni vedel, kaj je to lip oil. Jaz tudi, ko sem se s kolegicami pogovarjala, mi je marsikera rekla, kaj pa je to lip oil. In sem rekla, ok, naredimo lip oil in smo bili v bistvu, naš lip oil je bil prvi lip oil narejen v Sloveniji. Ko delaš reklamo za svoje izdelke, si računaš? Sama sebi? Ja. Ja. Mislim, res sem te pač vprašal. Resno vprašam, ja. Ker to bi bilo zelo fair, da cenimo svoj čas. Da si računam. Ja. Si staviš fakturo in potem... Ja. Tako kot recimo zdaj, a si SP, ali si podjetje, ali kako? Ja, en si je podjetje. Je podjetje. Ja. A si boš izplačala božičnico? Ja, seveda. Si boš? Ja, valjda. Ker zakon tako pravi. Ja. Anja, jaz si predstavljam, da človek, ko stopa na neko podjetniško pot, da proba izbrati nišo, nekaj, kar še ni na trgu. Zdaj ti si rekla, da tega lip oila praktično v Sloveniji še ni bilo, ampak ljudje so ga lahko kupili v Avstriji, Italiji, marsikje. Kako ima človek toliko samozavesti, da štarta z nečim, kar že obstaja? Kot da bi jaz naredil ene kroksice, ok, mogoče jih pri nas še ni bilo, ampak vemo, da so tujini, pa bom jaz zdaj štartal z njimi. Ja, v našem primeru se mi zdi, da je velika prednost to, da so vsi izdelki narejeni v Sloveniji. Se mi zdi, da zdaj vedno večjim ženskam to veliko pomeni, da je pač vse lokalno. Ja. Pol pa tudi v bistvu cela zgodba, ne? Pa tudi zdi se mi, da je veliko v teh detajlih, mi se res trudimo, da je pač vsaka kampanja dodelana, da je res vse tako mora biti, vsaka slika perfektna, vsak video perfekten, tudi veliko damo na kakovost izdelkov. Tako da, ja. A imate kaj tudi za moške?
Zaenkrat še ne, ker mi da so bila prva moška modela v zgodovini Alpine, pa že ki te mava tukaj. Jaz pa čutim potrebo po lipojlu. Aha, tako da če bomo imeli kaj za moške, lahko računamo na vaju. Ja, smo tukaj. No, super. Koliko časa je od nastanka ideje za en proizvod? Narediš kakšen research naredite, ali rečeš, ti dobiš idejo, vidiš in potem ga naredite? Ja, naredite raziskavo, a bi to ljudje radi imeli, je povpraševanje potem, ali probaš. Ali si ti dovolj močna in dovolj močna reklama, rečeš, če jaz to pokažem, potem bodo ženske to uporabljale? Ja, mi imamo na našem Instagram profilu, se pravi na profilu Audencija, imamo skupino, ki je v bistvu za te punce, ki nas sledijo in v bistvu punce sodelujejo z nami, kakšne produkte bi si še želele. Se pravi, jaz na primer dobim ideje 3 produktov, kaj bi pa mogoče bilo zanimivo in pol damo noter vprašalnik, kjer ga od teh produktov bi si najbolj želele in pol pač ponavadi tist, kar ima največ procentov, gremo pol v razvoj tega produkta. Zanimivo. Podobno kot Rolls-Royce, ko dela podobno. Ja, zelo podobno. Koliko vas dela v Ensi? 3 smo. 3? 3, pol so še pa v bistvu zunanji. Imamo še make-up artistko, ki sodeluje z nami, pomaga pri razvoju izdelkov. Pol imamo itak pač proizvodnjo, fotografinjo, priložnosti, drugače smo pa 3 v podjetju. To je kar močno. Bravo. Mislim, zelo malo ljudi za tak izdelek, ne? Ja. Ker vem, da se bo težko vrniti nazaj, se bom jaz malenkost vrnil nazaj, preden skočimo do Biberce in podobnosti z kampanjo in z lip balmi, ker tukaj se moramo ustaviti, ker je bila to kar pereča tema. V glavnem, daj nam povej, kako je bilo živeti na Kanarskih otokih? Ful fajn, priporočam vsakmu. Zakaj je bilo tako fajn? Tam je toliko sproščeno vse. Ljudje so prijazni, odprti. Tam je dejansko tako, da si skozi na dopustu, ampak to je pa tudi čez čas problem, ne? Da je preveč na izi vse. Dobro. Ker tam res, mislim, v trgovino to, da ne greš v pižami, pa te noben ne bo čudno gledal. Tam ti še bo trgovka rekla, koliko si lepa. Ker je toliko ljudi z vsega sveta, ki so taki in drugačni, verjetno, ne? Ja, pomembno to. Pa ker je res toliko turističen otok, da ljudje dejansko pridejo tja na dopust in se res čuti ta sproščenost. Še nekaj bom piknil. Glede na to, da nisi imela tam nobenih problemov, da si delala oddaljeno preko interneta za ostale firme, delala promocije in tako naprej, če nima človek problemov, zakaj gre narazen s tipom? Aha, to je zdaj tako taktično vprašanje. Ne, v bistvu problem je bil sam ta, da sem jaz Slovenijo začela pogrešati. Aha, ok. In to je bil v bistvu pol razlog, da smo mi dva šla narazen, ker sem se jaz odločila, da grem nazaj v Slovenijo. On pa ni hotel v Slovenijo. Kot lepote tvoje. Ne, ampak jaz si njega tudi ne predstavljam v Sloveniji. Ok, zdaj pa. Ob zadnji kampanji za lip balme so se hitro pojavili videi, komentarji, da naj bila preveč podobna kampanji Hailey Bieber za Rode. Potem govorilo se o stylingu, o embalaži, hkrati pa Ensi raste. In je na voljo, to moram dodati, v vseh interšparih in izbranih večjih šparih po Sloveniji. Torej, ti ratuje kljub vsem pikrim komentarjem ali pa ne vem. Ja, mislim, jaz sem to tudi itak pač mogla pokomentirati na Instagramu, ne morem biti tiho. Jaz tako pravim, vsi brendi v Sloveniji, pa ne samo beauty brendi, ampak nasplošno vsi brendi v Sloveniji fejkajo, dajmo v narekovaje, fejkajo neke brende iz tujine, ker ti v Sloveniji ne moreš odkrivati tople vode. Pač, če ti hočeš slediti nekim trendom, se moraš zgledovati po nekih znamkah. Zdaj eni izbirajo manj poznane znamke, mi smo pač zbrali bolj poznano znamko, se pa jaz nisem mislila, ja, dajmo zdaj ven pač lip oil, ko je podobna embalaža, zdaj pa sigurno ne bo noben opazil, da je podobna embalaža kot od Roda, ko dejansko pozna to znamko vsaka ženska, ki jo vsaj malo v beauty sceni. Torej, se zgleduješ po najboljših, a ni to fajn? Tako je. Mislim, sej tudi v svetu glasbe, sorry, če lahko samo dodam. Podobno, seveda. Mislim, vedno se zgledujemo po nekomu, imamo svoje vzornike in se probamo približati neki perfekciji oziroma tistemu, kar si ljudje želijo, ne? A ni tako? Tako, pa še naši lip balmi so veliko bolj dostopni, naprimer, kot pa od Hailey Bieber. Koliko so njeni? Vse nima veze. Koliko so tvoji? So 15 €, njeni pa mislim, da $23 nekaj tako.
Okay, ja. No. Ja. Pa v Sloveniji so narejeni. Pa v Sloveniji so narejeni. Ja. No, vidiš. Tako. Si kdaj v teh 2 letih, odkar obstaja to podjetje, rekla, preveč, kaj si se tega lotila, zakaj mi to treba? Ne, to Ne pa bo mi nisem. uspelo. Ne, to pa nisem. Ker res uživam v tem. Mislim, vem, da delamo dobre produkte, vidim, da so ženske zadovoljne, da se vračajo. Je pa zdaj, ko je bil Black Friday, je bilo kar naporno. Bi rekel, da ja. Bi rekel, da ja. Ampak zdaj se bo umirilo. Le, Anja, 2 leti, en kup nagrad, zadovoljne uporabnice. Kam želiš znamko NSI pripeljati recimo v naslednjih letih? Kakšni so načrti? Ker vsak človek ima ideje, kje, oziroma vsaj predvidevam, da vsak podjetnik, kje bo čez 5 let? Ja, prva želja je, da bi dejansko vsi make-up produkti, ki so na meni, da bi bili enkrat od NSI. Je pa res, da je Slovenija mali trg, tako da imamo itak tudi željo se počasi razširiti v tujino. Ja, pa pač pol zajeti čim več tujine, ne, skozi leta. In ker si tako prepričano odgovorila, gremo najprej na jug, Madžarska, Avstrija, Italija, kam? Ja, na jug, verjetno. Na jug. Okay. Ja, mislim, vprašam, ne, ker enako te poznajo Hrvati kot Avstrijci, Madžari in Italijani, ne? Ja. To je prednost, to lahko zbereš karkoli, nekatero državo. Ja, mislim, to je v bistvu problem Slovenije, ker vseeno, če pogledamo Balkan sceno, ne vem, Hrvatice, naprimer, lahko tudi spremlja Srbija, Bosna, mi pa smo res omejeni sam na Slovenijo. In pol, če greš na tuj trg, je vse, kar pač moraš imeti, je cash za marketing. In ga imaš? Si ga nabrala v 2 letih? Dej nam realno povej, a ti gre dobro? Mislim, gre v redu, se ne pritožujem. Ja? Ampak to je v bistvu ena stalna investicija, to si marsikdo ne predstavlja, ampak če hočeš ti rasti kot podjetje, ne vem, recimo toliko več zaslužiš, toliko več daš v marketing. In tudi zdaj za pač Black Friday smo imeli res močen marketing in radio in panoji po Sloveniji, jumbo plakati, influencer marketing, Facebook oglasi in pa itak tudi skozi vlagaš v zalogo, tako da je to en tak začaran krog. In to ima rok trajanja? Tudi ima rok trajanja. To je treba spet paziti. Okay. Sem šel na tvojo spletno stran oziroma na vašo spletno stran nsicosmetics.com in mi je všeč ta vaša preprosta filozofija, bom kar prebral. Tvoja lepota ni nekaj, kar moraš doseči, je nekaj, kar že imaš, mi pa ti pomagamo, da jo začutiš. Sedaj nama dvema pomagati. Klepač. To si povlekel iz pete. Ja. Mislim, to so tvoje želje, ne vem pa, če so resničljive, ne? Jaz sam nisem videla, da bi imel kdo odvajal kak lip oil ali pa lip balm. A se take pomaga? Definitivno. Imam en lip balm, imamo brez barve. Tako da je tudi, v bistvu je za usnice, to je tudi za moške lahko. Dobro. Veš, kaj me bolj zanima? Kako si želiš, da se ti ljudje zapomnijo, ko vidijo tvoj izdelek oziroma tvojo zgodbo, vašo zgodbo? A sploh še kdo pomisli na sanjskega moškega? Ne, jaz mislim, da ne. Ali samo mi dva s Klepačem sva pomislila? Po mojem vidva po zelo dolgem času nekdo. Dobro. Ja, po mojem se mi zdi, da je prvi vtis to, da imamo res, mislim, to je zdaj ful subjektivno mnenje, ampak mislim, da imamo zelo lepe in privlačne embalaže, da je to prvo, kar itak ženske kupujemo za očmi. Pa pol v bistvu tudi kvaliteta samih izdelkov. Itak pač rezultat, ampak tudi, ne vem, kvaliteta. Ful delamo na tem, da so izdelki primerni tudi za tiste punce, ko mogoče nimajo toliko znanja o kozmetiki. Naprimer, ne vem, našo kremno rdečilo, to je za lička. Ja. Če nista vedela. Ne, mi dva imamo nekaj drugega za lička. V tekočaju. Aha, da je v tekoču. Ok, ja. Je naprimer naš res na easy za uporabo, ker ga lahko sam s prstom naneseš, tako da ne rabiš ti biti neka umetnica ličenja, da ga lahko uporabljaš. Pol tudi lip oil ali balmi so produkti, ko ga lahko uporabljaš brez tega, da imaš kakršenkoli drug make-up na sebi. Ja. To je to. Okay. Imate kakšno, kako bi želela, da se ljudje zapomnijo? Da vidijo tvojo znamko. Ja, v bistvu izkušnja po uporabi izdelkov. Lepi izdelki, praktični, cenovno dostopni, pa tudi... Vas kdo pokliče, ko kupi vašo kozmetiko, tvojo kozmetiko, kakorkoli ti pokliče, kako naj s tem, imate kakšne, svetujete tudi? Pokličejo ne, napišejo pa na Instagram. Okay. Kdaj mi kjera punca napiše,
hej Anja, ja, sem si probala tvoj blač, ampak ne vem čisto točen, kaj ga naj nanesem. In pol jaz ali voice pošljem, ali video pošljem, ali pošljem link do spletne strani, kjer je video gor naložen, tako da imamo res tak... Torej, odgovoriš, to je pomembno. Dejansko ti. Vsem odgovarjam. Vsem. Ne odgovarjam na kakšna nespoštljiva vprašanja, pa Dobro. moškim ne odgovarjam Dobro. po večini. Ženskam pa dejansko, kar je vezano na ensi, pa če so res kakšna smiselna vprašanja, vse odgovorim. Torej, zdaj si števa to čas mi dva, da si nama že 1 uro odgovarjaš. Ja, seveda. Ja. Okay, super. A si tudi ti na OnlyFans? Ne, to pa nisem. Hvala Bogu. Prosim. Take krize še pa ni. Od deklice, ki bi rada nastopala, do sanjskega moškega, do življenja v tujini in do lastne blagovne znamke Ensi. To je Anja Širovnik. Si gledala Esmeraldo? Gledala je nisem, vem pa, da jo je moja mami gledala. Aha. Dobro, vmes si kaj pokukala, ne? Mal se spomnim, ja, kaki delček, pa vem, da je v Slovenijo pol prišla. Tudi to, ja, in da je bila velika euforija. Okay. Dobro, torej, ekstra torek zaključujemo danes s tabo. Smo tik pred prazniki. Kje boš kaj praznovala novo leto, Anja? S kolegi gremo v Beograd. Si že bila kdaj v Beogradu? Ja, 4-krat, 5-krat. Tudi za novo leto? Ja, enkrat. Zdaj grem drugič za novo leto. In se kaj spomniš od prvega obiska? Vse. Ne vsega, ampak nekaj. Nekaj je ostalo. Zdaj smo odrasli, zdaj ne bo več tak. Tako, da je Anja od prvega obiska rekla, ja, nekaj se spomni, je bilo dokaj v redu, gremo še enkrat, ne? Tako. Dobro, naslednje poletne počitnice? To še pa ne vem. Ne veš? Ne. Ker je odvisno od tega, kaj se bo zgodilo s podjetjem. Mal je tudi odvisno od tega, ampak mislim, da bojo moje prve počitnice kar zdaj, že januar, februar. Aha, greš kam na toplo? Bi šla. Nimam še čisto točno določeno kam, ampak nekam na toplo bi šla. Ja. Dobro. Super, jaz smo 2 dnevno sobo segreto. Ne. Oddam. 27 stopinj, 2 drvi več, mati Ja. moja. Pa Bom 20 imela- evrov na noč, ful je poceni. Bom imela v mislih, ok. Dobro. Kako je zdaj s podjetjem? Imate kakšno akcijo v decembru? Vsi imajo neke akcije, petek, črni petek je za vami, uspešen, delaven. Kaj je pred vami? Kaj je pred vami? Ja. Ja, zdaj pa vam lahko zaupam, to sta zdaj prva, ko bo to zvedla. Okay. Ja. Pa vsi ostali, Evo, daj, Seveda. Tišino, pazi zdaj tišina. Prva midva in vsi. da se jutri začne božična akcija. Ja. Tako da lahko lepo vse povabim na našo spletno stran ensicosmetics.com ali pa na Instagram. In sicer ob vsakem nakupu bomo podarili lip balm po izbiri. Gratis. Dobro, odlično. Zdaj pa še na muziko, kaj ti rada poslušaš? Jaz sem tista oseba, ko posluša vse. Kaj je to vse? Jaz poslušam... Heavy metal ne poslušaš? Ne, ok, to pa res. Klasike ne poslušaš? Okej, Jazza ne poslušaš? Čakaj. Ja, ampak mislim, poslušam španske razne, reggaeton, bačata, salsa, poslušam slovenske, narodne, tudi na veselico grem rad. Ja. Poslušam hrvaške, poslušam tudi ta Hard Balkan, Ja? Okay. to pač angleške, v bistvu hip-hop, ne poslušam pa metal, ne poslušam... Dobro, to sem že jaz vse naštel, česar ti ne poslušaš. Ja, Rada plešeš? plešem pa rada. Si kdaj hodila v plesno šolo? Ja, A resno? Ja? 7 let. 7 let! Ja. Počne toliko stvari v življenju, kot Ja. je imela že 80 let. Ja, Ti ja. si v tem tvojem kratkem času en kup stvari naredila. Ja, imam rada, da se dogaja. Kdaj si vzameš čas zase? In kaj takrat počneš? Mislim, tako je. Pač moje delo je nekako povezano tudi z mojim osebnim življenjem, tako Ja. se vse nekako povezuje. Tudi če grem jaz na potovanje, to ne Ja. pomeni, da sem na dopustu, ampak pomeni, da bom toliko več ustvarjala za svoj Instagram. Torej, v bistvu daš račun na firmo, ko greš na potovanje. Seveda, klepač. Kot To smo že omenili. To še glih ne. Ja. Drugač pa za sebe, mislim, rada grem v naravo, na kak sprehod, imam tudi kužka. Kakšnega kužka imaš? Pomerančka. Ja, za žepek, lepo. Imamo kepico. Ja. Seveda, s takšnim tempom drugega večjega psa ne bi mogla imeti. Ne bi šlo. On je tudi on je droči iz Tenerifo, on je tam rojen. A res? Razumeš špansko? Ja, on razume 3 jezike. Ko rečeš sedi, Na začetku dejansko ni razumel sedi, zdaj se Okej. pa navadil. kako si potem z njim govoril? Po špansko, resno? Ja, špansko pa angliško. In kako je prostor? Ne, mi smo rekli sam sientate. Sientate. Sientate je po špansko sedi. Ajde, klepač, sientate in zaključimo z današnjim pogovorom. Anja Širovnik, hvala lepa za tvoj čas, za družbo. Ostani še naprej tako iskriva z veliko podjetniškimi idejami in vzami si malo, se ne rabiš dosti, malo več časa zase.
Hvala vama za povabilo, super je bilo, pa bo ta fajn. Seveda, in jutri na spletno stran smo rekli, ne? Tako, obvezno. Božični popusti. Da bo ta kupla kaj svojim. A ja, vidiš. A lahko to ženskam kupijo? Ja. Zakaj? Pili, Seveda. To je Radio 1 podcast.